bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Prav lepo zdrav zopet v Klepetu ob kavi. Tudi današnja oddaja bo namenjena načinu življenja, zdravemu načinu življenja, mogoče pogovoru o čem, na kar nam včasih ali pa premalokrat nanese misel. Spodbudila me je k razmišljanju pravzaprav podatek, da bo leta 2050 največji vzrok smrti pri ljudeh bakterije, ki so odporne na antibiotike. O tem se bomo danes pogovarjali. Ne bomo nič hodili kot mačka okoli vrele kaše, ampak bomo pozdravili dr. Aleša Kuharja. Dober dan, dobrodošli v našem studiu. Hvala za povabilo. Z veseljem vas bom zdaj spraševal, koliko je resnice v tem, kar sem nekje zasledil, da bo toliko in toliko bakterij odpornih na antibiotike in da to ne bo ravno najboljše. Ja, to je zdaj ena izmed glavnih javnozdravstvenih izzivov, ena izmed glavnih izzivov. Namreč raziskovalci na tem področju ugotavljajo, da se seveda učinkovitost ali pa zadev, ki jih uporablja antibiotikov, se pravi sredstva, ki se uporabljajo za tretiranje bolezni pri ljudeh predvsem, da se učinkovitost teh sestavin, surovin, pripravkov zmanjšuje. Ob tem pa seveda se moramo dobro zavedati, da je izdelava, se pravi razvoj tovrstnih sestavin, tovrstnih zadev zelo dolgotrajen, zelo drag proces. Farmacevtska industrija, boste verjetno presenečeni, v razvoj takih aktivnih substanc vlaga desetletja in desetine milijard, zelo velika sredstva seveda za to, da te substance razvije. Seveda potem pa desetletje, če tako že obrnemo ploščo na svojo stran, seveda te investicije pokriva čez visoke stroške zdravil. Zdaj, seveda svet postaja to pogledno čedalje bolj kompleksnejši, čeprav seveda civilizacija je bolj sposobna nadzirati razne izbruhe bakterij v tem primeru, vendar moramo tudi vedeti, da je pa povezanost različnih delov sveta zelo velika in imamo zelo hitre prenose tovrstnih patogenov, tovrstnih bakterij iz kontinenta na kontinent, v bistvu lahko tudi v enem dnevu, kar prej, če zdaj malo ezoterično povemo, narava ni bila navajena. Tako da svet, pa človeštvo seveda tukaj močno posega v delovanje, v neke ustaljene načine delovanja narave ali pa okolja in je to zdaj problem. Imamo razvite, aktivne in učinkovine za obvladovanje bakterijskih infekcij, vendar se izzivi spreminjajo, drugačen način te migracije vidimo pri teh antigenih, pri bakterijah. Hkrati pa seveda, to bo pa verjetno glavnina najinega današnjega pogovora, se pa učinkovitost teh sestavin izziva tudi za prekomerno rabo antibiotikov oziroma teh učinkovin, kjer to ni potrebno oziroma imamo ene povratne učinke, ki jih v takšnem obsegu nismo pričakovali. To pa je tema najinega pogovora, se pravi zaužívanje relativno velikih koncentracij antibiotikov čez živilsko, se pravi čez hrano. No, ravno to sem hotel vprašati, da nekako so nam že povedali, da je bolje, že kar se tiče zdravil, svoje življenje preživeti z čim manj vnosa antibiotikov preko zdravil, ampak jih vnašamo v svoje telo še na kakšen drugi način, za katerega mogoče niti ne vemo. Tako. Zdaj, takoj naj povem, da Slovenija tukaj seveda ima eno veliko srečo. Mi sodimo med države, kjer kljub vsemu smo recimo doslej relativno malo intenzivno proizvedene hrane zaužívali. Skratka, ta del sveta, če hočete, mediteranski del, srednjeevropski del, dolgo časa velja za del sveta, kjer se intenzivna proizvodnja kmetijstva ni izvajala, vseeno imamo drugačen odnos do kakovosti in drugače razumemo hrano kot recimo že Severna Evropa, če hočete, kaj šele recimo razviti dele Amerike in tako naprej. Skratka, z razvojem industrializacije živinoreje, če malo da v širši kontekst kljub vsemu, se je povečevala intenzivnost proizvodnje ali pa reje živali za proizvodnjo mesa in mleka, kar je seveda naraščajoča in čedalje bolj lačna populacija, recimo stoletja nazaj,
zahtevala. Svet je mogel proizvesti več hrane na drugačen način, če so se ljudje takrat želeli prehraniti. In ta zelena revolucija, kot jo imenujemo, je seveda prenesla tudi spremembo tehnologije prireje živali, tako za meso, se pravi prašiče, piščanci, meso, jajca, govedo za meso in mleko, kar je seveda pomenilo intenziviranje. Intenziviranje zdaj v kmetijstvu pomeni, da želimo proizvesti stvari hitreje ali pa učinkoviteje. Kako so se lotili recimo 50-60 let nazaj strokovnjaki na tem področju tega problema, da bi radi želeli proizvesti več hitreje, seveda s tem, da so pospešili te postopke, naravne postopke so želeli na nek način, ne bom zdaj rekel naravo, prisiliti v to ali pa živali prisiliti v to, da bi predelovali hitreje, ampak želeli so izboljšati krmne obroke, skratka živalim prilagoditi prehrano, tako kot če hočete športniku. Mi ne nazadnje moramo razumeti, da so živali, ki so danes vključene v te intenzivne proizvodne sisteme hrane, dejansko zelo dobro oskrbovane, naj se to sliši še tako nenavadno. Predvsem z vidika prehrane imajo optimirano prehrano, kot recimo lahko malo analogije povlečeva za športniki. Lepo ste mi povedali, intenziteta prireje se je spremenila, veliko živalskih osebkov na določenem stisnjenem kraju narava je reagirala. Tako je. Takrat so želeli seveda več proizvesti, kar je normalno. Jaz nimam nič proti intenziviranju živinorejske proizvodnje, ker seveda je ta zahtevana zaradi sprememb v civilizaciji. Ljudje so nas je čedalje več in seveda imamo kalorične potrebe. Ampak zdaj ta intenziviranost zahteva dodatne, ali pa zahtevala takrat desetletja nazaj dodatne, bi rekel, intervencije človeka spet, da bi ta svoj cilj zadovoljil. To pa je bilo, živali so seveda odreagirali na ta način, da so se pojavile določene neželjene pojave ali pa zadeve, predvsem prišlo do bolezni, pa tudi vedenjske težave so se pojavile, kar takrat v 60 letih raziskovalci niso pričakovali, da se bo pojavljala agresija in tako naprej. Zdaj seveda znanost to rešuje z obogatenimi kletkami, ampak kljub vsemu se vrniva nazaj k boleznim. Pojavljale so se seveda kot tisočletja nazaj tudi pri ljudeh, ko smo se začeli koncentrirati, ko se je civilizacija razvila, so se začele pojaviti seveda predvsem bakterijske, virusne, pa tudi infekcije zaradi toksinov v plesnih. In to se je seveda tudi v živinoreji pojavilo. In takrat je ravno bil zelo velik razvoj farmacevtske industrije in teh aktivnih substanc, ki so se začele masovno uporabljati iz skupine antibiotikov. Zdaj, v bolj intenzivnih državah ali pa državah, kjer je izrazito intenzivno kmetijstvo, tukaj seveda predvsem zelo v ospredju razviti del Amerike, je seveda to postala norma. Uporaba antibiotikov v intenzivni živinoreji je praktično norma še danes v razvitih ameriških državah. Pri čem je pa Evropska unija praktično 2 desetletji nazaj to začela intenzivno regulirati in je v tem trenutku profilaktična uporaba antibiotikov, se pravi uporaba antibiotikov za preprečevanje bolezni, teh, ki so jih prej omenjala, zaradi velike intenzivnosti reje, ekspresne, bi rekel, rejske prakse, v Evropi prepovedana. To morajo povedati našim cenjenim gledalcem zelo eksplicitno. Torej, v Evropski uniji profilaktična uporaba antibiotikov, raba antibiotikov za preprečevanje bolezni prepovedana, dovoljena je pa raba seveda za zdravljenje. Ker seveda, ko živali zbolijo, se pa seveda antibiotiki dajejo popolnoma normalno in upravičeno kot pri boleznih ljudi. Lahko govorimo o kakšnih številkah, da bi si bolj predstavljali to zelo intenzivno uporabo v zahodnem razvitem svetu, pa naprimer v Sloveniji, kjer smo kar solidni. Tako, zdaj pride do tega. Seveda, v Evropi, ko sva rekla, prepoved za profilakso, dovoljeno za medikamentozno uporabo, se pravi za zdravljenje. Zdaj pa znotraj ena zanimiva in zelo, bi rekel, poglobljena raziskava se izvaja v Evropi, mislim, da že 5-6 let, ko se po natančnih kriterijih pa kljub vsemu meri uporaba antibiotikov v proizvodnji živali. Se pravi, mi lahko natančno vidimo, kakšna je pa kljub vsemu raba teh aktivnih substanc v živinorejski proizvodnji v EU, kjer pa zanimivo pridem do zelo velikih razlik. Zdaj, ko je najbolj napeto,
bomo našim gledalcem namenili obvestilo o nekaj dogodkih, potem pa šokantni podatki. Kaj lahko naredim? Se naučim, da lahko v bolj polni meri zaživim. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi lahko bolj izživeli svoje potenciale? Kako postati boljša verzija sebe? Kaj je tisto, kar človeka ovira, pa se mogoče niti ne zaveda? Če si kdaj postavljate ta vprašanja, potem si jih tudi odgovorite. V podporo vabljeni na celodnevno delavnico osvobajanja za Anito Reher, ki je namenjena ozaveščanju in osvobajanju vseh vzrokov na fizični, mentalni in energijski ravni. Pridružite se manjši skupini na delavnici v Ljubljani, prijava je obvezna na 02 6200 230 ali preko strani klepetobkavi.si. Zdaj pa številke, ki nas bodo mogoče kar presenetile, mogoče pozitivno, mogoče negativno. Prej sem vas prosil, sami ste omenili, da se meri poraba. Naši gledalci bodo lahko videli ali pa so lahko videli številke v grafu, razlike so ogromne. Tako, ja. Zdaj države, čeprav smo rekli, da je Evropa nek enoten prostor, Evropska unija nek enoten prostor in do teh razlik naj ne bi prišlo, se pa kljub vsemu razlikujejo. Odgovor ali pa pojasnilo temu, zakaj je med državami kljub vsemu taka velika razlika. Slovenija tukaj v klubu najslabših, se pravi v pozitivnem smislu najslabših uporabe antibiotikov pri reji živali za uporabo v živilih je najnižja. Razlike do tega prihajajo ali pa kaže ravno na to, koliko pozornosti posamezen rejec v posameznih državah posveti živalem. Ker ta profilaksa je prepovedana, ko izbruhnejo bolezni, je potrebno uporabljati antibiotike. In v tej intenzivni živinoreji seveda živali ali pa bolezni redkeje izbruhnejo, kadar se živalim posveča zelo veliko pozornosti. In to pomeni seveda stroške, ker delavec v živinorejski proizvodnji pomeni stroške, pomeni pa tudi manj bolezni, manjša uporaba antibiotikov. Slovenska živinoreja, se pravi meso, mesni izdelki proizvedeni v Sloveniji, torej izhajajo iz porekla slovenskega mesa, so proizvedeni v sistemih, kjer je delovne sile več uporabljene, zaradi tega manj antibiotikov, intenzivnost je nižja. V primerjavi recimo z Španijo, kjer je uporaba skoraj 18-krat večja kot v Sloveniji, tudi sosednja Hrvaška 4-krat več, mi smo v rangu 25, Avstrija 50, Nemčija, Hrvaška v rangu 100 teh enot izmerjenih aktivnih substanc antibiotikov. Tako da tukaj je odgovor na dlani. Absolutno narava, živa bitja odreagirajo popolnoma, bi rekel, predvidljivo. Če je intenzivnost večja, je večji izbruh bolezni, če je skrb za živali boljša, je manjši izbruh bolezni, vendar je pa treba kljub vsemu ljudem povedati, se pa to absolutno odraža na stroških. Cena tega mesa, ki je proizvedena v bolj prijaznih pogojih, je logično višja. In zato občasno vidimo, ali pa praktično sistematično, vidimo, da je meso slovenskega porekla nekoliko dražje kot pa meso iz uvoza, ker je seveda proizvedeno na drugačen način. Govorimo pa popolnoma, bi rekel, klasičnem mesu. To ni ekološko meso, ni to. To je klasično meso, ampak so ljudje v slovenskih proizvodnjah, kmetje, ljudje zaposleni na farmah, seveda živalmi se več ukvarjajo, boljši so pogoji, zaradi tega je potreba po uporabi antibiotikov manjša. Če bi povprečni porabniki in potrošniki vedeli tele številke, bi se po moje uvoz mesa iz Španije kmalu končal. Tako, ja, se pravi, mi bi nehali kupovati, Španija relativno malo, nekega pride, nažalost, čez Hrvaško, na Hrvaškem se to meso predela in pride v slovenske trgovske sisteme, to špansko meso. Definitivno ljudje pač morajo posvečati in zelo pomembno sporočilo je, da je razlika v kakovosti med enako izgledajočimi izdelki zelo velika ravno v teh skritih stvarih, to pa je recimo v tem konkretnem primeru uporaba antibiotikov. In kakšna je razlika v nas? Naprimer, vi boste jedli slovensko meso, jaz bom jedel pa špansko. Tako, zdaj ne bom zdaj tle dramatiziral, čeprav so številke enormne, razlike 20-krat je definitivno stvar, ki je nikakor ne smeva izpostaviti. Vrneva se k najni prvotni skrbi. Zmanjšuje se učinkovitost antibiotikov, ki jih pa ljudje v tistem trenutku potrebujemo ali pa potrebujejo, ko zbolijo, ker je seveda populacija teh antigenov, se pravi v tem primeru bakterij, postaja odporna, postopoma se izpostavljajo nizkim dozam antibiotikov čez hrano, te bakterije, škodljivi organizmi se navajajo
na te doslej učinkovite substance, ki pa seveda postaje čedalje manj učinkovite ali pa celo neučinkovite, in seveda takrat, ko človek zboli, ta substanca, ta aktivna substanca na njegovo bolezen ne bo imela pozitivno. Ne deluje tako, kot bi morala. V Klepetu ob kavi se zavzemamo in opozarjamo na nevarnost prekomerne uporabe določenih substanc. Ali je koristno naredimo nekaj zase, če zaradi bolezni uporabe antibiotikov, potem po prenehanju nekaj časa poizkušamo organizem spraviti k sebi z probiotiki? Ja, saj verjetno vaši gledalci to dobro vedo. Mi imamo zelo veliko populacijo, enormno populacijo v bistvu koristnih v tem primeru bakterij v črevesju. To je flora, ki seveda pomaga prebavljati, presnavljati snovi, ki jih mi zaužijemo, in med njih seveda sodi tudi koristne bakterije, ki jim seveda posvečamo zelo veliko pozornosti, imajo enormen vpliv na počutje tudi. Zelo veliko raziskav zdaj o komunikaciji, nevročrevesni komunikaciji, gut nevrokomunikacija. Tako da nedvomno, lepo, da ste to izpostavili, prekomerna uporaba ima seveda pomemben sekundarni učinek tudi na strukturo, na sestavo te populacije v našem črevesju. In ena izmed možnih je seveda tudi ta, da mi te dobre bakterije v črevesju uničujemo se tudi z neprimerno prehrano, vendar dajmo verjeti ali pa razumeti, da je ta sestava te populacije zelo aktivna, zelo hitro se te stvari spreminja. In predvsem tukaj izpostavljam, da je na to floro najbolje vplivati z uporabo naravnih probiotikov. Zelo malo ljudi ve, da seveda mi na floro v črevesju vplivamo lahko tudi z eno dobro porcijo okusnega in kakovostnega kislega zelja. Nisem na nek način pristaš uporabe sintetičnih, razen zelo visoko kakovostnih probiotikov, ki so enkapsulirani, se pravi, ki so pripravljeni za to, da dejansko migrirajo do črevesja, ali pa zelo velik pristaš seveda probiotičnih jogurtov kakovostnih, ker je pa tam doza teh probiotičnih bakterij tako velika, da imamo zadostno delež tega pasaža v tanko in debelo črevo. Tako da definitivno je to možen pristop k temu, se pravi, da saniramo tudi to negativne učinke v črevesju strani antibiotika ali pa slabe prehrane drugih bolezni. Gospod Haleš, hvala lepa za znanje vaše, ki ste ga delili z nami. Veliko uspeha pri ozaveščanju Slovencev o tem, kaj vnašamo v svoje telo. Vsej namen imamo dober, samo včasih se pri pa namenu konča, ko je treba narediti kakšen korak naprej. Naj vaše delo rezultira na tem, da bo tista številka pri slovenskem grafu še nižja in da bomo živeli zadovoljno. In da bo antibiotik, kadar bomo bolni, delal tisto, kar bi moral narediti. Hvala lepa, gospod Haleš. Hvala lepa za povabilo. Vam pa, drage gledalke, spoštovani gledalci, ste si zapomnili, kaj je pokazal tisti graf? Koliko antibiotikov v pridelavi slovenskega mesa, koliko v uvoženem mesu. Ne samo, da bomo pomagali slovenskim pridelovalcem hrane, če bomo uživali slovensko hrano. Pomagali bomo tudi sebi. Pa zakaj ne bi bili enkrat res Slovenci? Tako kot smo v Klepetu ob kavi. Vedno za vas. Hvala. Tole nočno popravilo, tudi tega izdelka ne morete kupiti posamezno, ampak skupaj v kompletu.